Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici, na naši novinarski konferenci, kjer že predstavljamo še filozofski korpus del, ki jih je Slovenska matica izdala v okviru založniškega programa za leto 2024 in obenem že delo, ki je sofinancirano strani Javne agencije za knjigo v našem založniškem programu za leto 2025. Čeprav bi se v poletnicah nekako spodobilo, da seveda damo prednost tistim knjigam, ki so nekoliko starejše, pa je običajna navada na matici, da izpostavimo najprej tista dela, ki so izvirna, avtorska, in seveda, ki govorijo predvsem o slovenskem prostoru, zakaj Slovenska matica svojega slovenstva ne želi nositi samo v svojem imenu, ampak tudi v svojem srcu. In tako pozdravljam danes tukaj med nami vse, ki bodo današnje knjige predstavljali, profesorja dr. Marka Uršiča, vodjo filozofskega odseka Slovenske matice, ki bo predstavil kot urednik delo prevod Marte Nussbaum Jeza in odpuščanje. In delo je sicer prevedla Katarina Majerholt, ki pa se žal opravičuje, dogodka se ni mogla udeležiti, toda prepričana sem, da bo urednik seveda, ki je ves čas sodeloval skupaj s prevajalko, predstavil to delo. Nadalje pozdravljam profesorja dr. Lenarta Škofa, tudi njega vsi prav dobro poznate, že uveljavljeni avtor Slovenske matice, ki je tudi član našega filozofskega odseka in predstavlja svoje najnovejše delo, ki je išlo v zbirki Slovenska filozofska misel, Bog v postkrščanstvu. In na svoji levi strani pozdravljam akademika, profesorja dr. Milčka Komelja, ki je napisal, kot lahko seveda vsi takoj vidimo, zelo obsežne spomine na umetnostnega zgodovinarja Franceta Steleta, njegove učence, njegovo delo. In kot sem obljubila, najprej pogled na levo stran k akademiku profesorju dr. Milčku Komelju, avtorju tega izjemnega portreta, lahko bi rekli že kar literarnega spomenika Francetu Steletu. Kako ste se odločili za izdajo tega dela, kako je nastajalo tisti, bi rekla, duhovni vzgib, klic, da France Stele, ki sicer nosi tudi katerega ime, čigar ime nosi tudi Umetnostno-zgodovinski inštitut ZRC SAZU, da torej Francetu Steletu posvetite kar obsežen del svojih premišljevanj, raziskovanj in spominov. Za pisanje te knjige se sploh nisem nikoli odločil, nastala popolno po naključju ali pa po nareku neke višje usode. Skratka, ob leta 2022, ko je bila 50-letnica Steletove smrti in hkrati 50-letnica poimenovanja Umetnostnega inštituta po Francetu Steletu, inštituta znanstva ZRC SAZU, znanstveno-raziskovalnega centra pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, me je tedanja in še današnja šefinja, vodinja tega odseka, doktorica Mija Oter-Gorenčič, naprosila, tako kot še nekaj mojih starejših kolegov, da bi napisali kakšen spomin o Steletu, ki ga bi potem njemu na čast objavili na spletni strani inštituta. No, jaz sem potem napisal, potem sem sprožil spomin in sem napisal na 80 strani, ona potem drugi so par strani in je to objavila na spletu, za meni pa rekla, da bi predlagala, da bi to objavili v knjigi.
In ker je seveda stvar potem se zavlekla, sem še nekajkrat prebral in še precej razširil. Pisal sem pa tako, da sem enostavno sprožil spomin na leta, njegove učence in podobno. Potem sem to razsekal na poglavja, skrat nisem pisal sistematično. Ko sem pa ponovno prebiral, sem se še nekaj spomnil, dodal na ustrezna mesta. In potem je nastala seveda ta knjiga, ki ni načrtovana nekako znanstveno, v tem smislu, da bi pisal po poglavju Stele in umetnost zgodovina Stele in uredništvo in Dom in svet Stele in Penklub in podobno. Stele je bil vsestranska osebnost, ampak dostikrat asociativno preskakujem s področja na področje, ampak upam, da se potem v celoti vsi te odtenki zlijejo na plastično podobo Steleta. Seveda, da pa jaz pišem o Steletu in tam se spominja pravzaprav smešno, ker sem tudi gospe Utrvitkrat rekel, da sem komaj kdaj z njim govoril, a to nazaj. Pozdravljen. Govoril in tako naprej, da pa poznam bolj njegove vse učence in vem, kako so bili učarjeni od Steleta in kaj so ne govorili. In sem potem sproti spominjal na koncu tudi naslov, da je naslov ne samo spominje na Steleta njegove učence, ker to ne bi bilo posebno smiselno pa reč privatno, ampak tudi na njegovo delo, da se predstavi v čem je pomen, vloga, katere so značilnosti njegove metodologije, njegovih pogledov na umetnost, slovenski narod in podobno. Tudi to pa seveda, da je bila knjiga homogena, sem pisal iz perspektive svojih spominov. Kajti, ko sem kot otrok živel v Novem mestu in moj stric, ki je bil umetnost zgodovinar, odkrival freske in podobno, nas vedno obiskoval in je stalno se pogovarjal s Steletom, z mojim očetom. Poznal sem vse te Steletove učence, ki so bili prijatelji mojega strica in v glavnem tudi očeta. In jaz sem vedno imel to v življenju naneslo, da sem bolj sodeloval pa se bolj zbližal s starejšimi kot z vrstniki. Da so bili očetov prijatelji, moji prijatelji, če lahko rečem. In sem potem marsikaj o njih o Steletu slišal. Steletova dela sem od otroštva prebiral, še v domačih nalogah. Sem pisal, sem bral stalno umetnosti pri morju, ker sem komaj čakal, da bodo počitnice, da bom šel na morje in podobno, pa me je zanimala pokrajina. In tudi sam sem opažal, čeprav malo potoval te razlike, umetnostno-geografske, tako reči, v pokrajini slovenski, ki so pa posebej pritegovale seveda umetnostne zgodovinarje, tako da so me ti pogledi blizu. No, Steleta sem pa sploh prebiral, ko sem pa študiral umetnost zgodovino, pa mi je oče rekel, seveda, nisem vedel, kaj bi delal z diplomsko, da naj naredim, ker bi bil knjižničar moj oče, da naj naredim pregled čez celotne dotedanje dosežke slovenske umetnosti zgodovine, ker je stopil Stele. In jaz sem to seveda prebiral, mi v knjige nosil ponovno in tudi iz tega tiska dnevnega, ker se je skazalo, da Stele pisal ne samo tako umetnost zgodovinsko skoparno, ampak je bil tudi mistik, čustveno doživljal umetnost in se mi je njegova podoba že takrat nekako izrisala in sem potem našel te zapiske tedanje, da sem enostavno njegovo delo tako s perspektivo svojih nekdanjih dojemanj vključil, ker se je pa to vleklo in v resnici to nikamor pripeljalo, ker nisem nič na novo raziskoval. Mi je pa takrat skorajšnja žena, da me sedi rekla, da me bo zapustila, če sem v enem tednu, da odločim, ne končam naloge, mi je pa ponudila, da naredim nalogo o Vladimirju Lamutu, slikarju, ki sem mu njegovo voljo zapuščino na voljo in sem to potem lahko čez noč napisal, ker ni bilo treba nič študirati, samo iz slike razbrati. In pa sem res kasneje se tega loteval na tak način, nisem raziskoval, ker tudi nimam avta, ne znam šoferiti, tako da bi hodil po terenu, ampak sem pa v duhu spremljal ves čas Steletovo delo in podobno, bolj v duhu nekako potoval in v njem razglabljal. In potem je nenavadno na to pobudo, spet doktorice Oter Gorenčičeva, je nastala ta knjiga, za kar sem zelo hvaležen, ker nisem niti sam je pomislil, da bom kdaj pisal o Steletu. No in zdaj, kar je, težko presojam, jaz sem sam začuden. Seveda, če bi zdaj ponovno bral, bi še kaj česa se spomnil, ker so pa res živeli učenci njegovi, so iz Steleta srkali, skratka, in so bili nanj ponosni in so to metodologijo nadaljevali in so mu rekli Ata, podobno tako kot so profesorju slikarstva Jakcu rekli oče Ata. Slikarji smo imeli poglavje tudi o razmerju med Steletom in Jakcom, ker sta bila oba sorodna, ker sta imela tako odnos konzervatorski do dedičine naše, ker sta je bil konzervator, ker profesor, skratka vse stranski kulturni delavc, ni živo nekem oskem strokovnem mehurčkom, ampak je bdel nad vsem kulturnim življenjem
in iz veliko tudi njegovih citatov tukaj in z tega se kaže njegova podoba, da je bil poduhovljen človek, mistik celo, skrati pa trezen, ne, in ni izhajal z nekih teoremov, tako kot Isidor Cankar, ampak je bil praktičen in je rekel bistveno iskanje resnice in različne prijeme uporabljal samo, da bi resnico spoznal, je razglabljal veliko, ampak vse na podlagi terenskih oziroma izkušenj, tako da je bil zelo nenavadna osebnost, praktičen, zemeljski, hkrati pa poduhovljen. In je tudi sam ničkolikrat, ne, skratka, ni bil dvojna podoba, nekdo ga je imenoval Šume enkrat dualista, je bil ekspresionist, ne, tako da ga je tudi moderna umetnost zemlja, glavni apologet ekspresionizma, hkrati pa je tudi, če gledate njegov način življenja, podobno je vedno malo popil, po terenskem delu podobno in je trdil, da sta oba pola, zemeljski in duhovni, nujna za klenega človeka, skratka, in za slovenskega duhovnega plemiča, to znano kmeta, ker je sam izhajal iz kmetov, pa vendar ni bil nek takšen, ko bi rekel, terenski samo kmet, kot so nekateri misli, ampak je bil svetovljan, svetovno razgledan človek z veliko veljavo, skratka, originalni modrec neke vrste, tak staroverski človek, pa odprt za vse poduhovljeno, oziroma in zavzet za veljavo slovenstva, tako da je tudi njegov družben položaj po vojno tukaj orisan. Ja, v teh kratkih črtah ste nam že naživo, zelo v živo orisali portret Franceta Steleta, kot je prikazan v vaši knjigi. Tudi vaša pisava je literarizirana, skratka je osebna, priložena je tudi vaša pesem, ki ste jo posvetili Francetu Steletu. Skratka, zdi se, da tudi vi sami poskušate svojim slogom pisanja, svojo živostjo, svojo odprtostjo za različne teme in vsebine za njega samega, kot bistvenega utemeljitelja sodobne slovenske umetnostne zgodovine in seveda predvsem tudi izrednega konzervatorja in predavatelja. Hkrati, da hočete slediti temu njegovi odprtosti, njegovi živosti, tudi sami s svojim slogom, tudi z njegovo odprtostjo in prizadevnostjo za utemeljitev pojma slovenska umetnost, tudi sami ste bili predsednik Slovenske matice. Jaz mislim, da to knjigo napisal zelo stvarno, nekaj literarno, ker se tudi nisem skratka ničesar razmišljal, ne, ampak sem samo sprejemal, registriral spomine, ne. Seveda, Stele je pa tudi literarno nadahnjen, sploh so umetnostnari v glavnem bili literarno nadahnjeni. Se spominjam profesora Šumja, ki je vedno videl, da so nekateri bili v dilemi, ali bi postali književniki ali znanstveniki in se potem trudil, da bi, na primer, Tomaža Šalamuna, Breca in podobno osvojil, da bi ostal umetnost zgodovinar, pa ne hotel, to je za njegove poezije razvidno, ne, potem vedno dajo Isidora Cankarja celo nad Župančiča. Kajti Šumi je bil, najzvestejši učenec Steleta je bil Cevc, ki je bil tudi pesnik po duši, ne, skratka, Šumi je pa imel za zgled Isidora Cankarja, ker je težil v neki sistematiki, to je filozofe, spremljam podobno Stele, pa kot sem rekel, samo pa učitelj sinkretizem, skratka, da bi praktičen človek, je bil pa po naravi seveda skromen, realist, ne, in je vedno dal prednost Cankarju, ne, tudi če ga Cankar kritiziral, kakorkoli bi bil hoten človek, ampak je vedno tako, skratka, je pa vedno svoje stališča jasno dal povedati, jasno povedal, no, učitelj so tudi, glede, če govorimo o literarnosti, ki se omenjam, ne, da je seveda ima dosti boljši slog, da je večji pisati Isidor Cankar, ki je znamenit bil zaradi romana Spoti, ne. Za Steleta so govorili, da piše okorno, da stavek začne, pa se ne ve, kdaj bo, da ga je srečno končal in podobno, ampak Stele je zelo, skratka, kot sem rekel, zelo konkretno razmišljal in take zapletene probleme reševal. Cankar je svojo metodo uveljavil, prikazal ob evropskih spomeniki, ki so čistega sloga, homogeni
in je potem to elegantno pisal. Stele je pa odkrival slovensko umetnost, ki je velikrat provincialna, cerkvice niso homogene, ampak iz raznih časov pa se zlivalo težko predeljivo celoto in on je skušal približati specifičnost te umetnosti nam in zato se je tudi uprl, ob tem, ko je v osnovi zaupal Cankarjevi metodi in na tako imenovano umetnostno geografsko metodo, se pravi, da je prisluškoval pa razkrival neke zakonitosti, tudi pokrajinske razčlenjenosti Slovenije. No, Šum je tudi iz tega izhajal, izhajal pa slovenstvo tudi. Skratka, cela ta generacija se je sploh začel z umetnostjo se ukvarjati zato pravzaprav, da bi pokazal, da imamo tudi slovensko umetnost. V teh problemih je pisal velik Anton Trstenjak, psiholog, ki je rekel, drugih velikih narodov to z nas nima samoumevno, da so Francozi, Nemci, kakorkoli. Slovenci smo pa obdani, smo mejni narod posod od tujcev, ki nas ogrožajo podobno, moramo iskati poudarjati svojo identiteto. In smo videli sem literaturi, ker je jezik sam po sebi identiteten, slovenski likovni umetnosti pa veljalo, da je nemška, italijanska, nima nič svojega in Richard Jakopič je trdil, da se slovenska likovna umetnost šele z njim začne. In Stelej potem začel s tem spraševati, da je razstava pripravljena in podobno in so ugotavljali, da je že nekaj našega, čeprav je težko to razložiti eksaktno, že v baroku in podobno in Stelejto glavno, potem vprašanje je bilo, se kaže v njegovi knjigi Oris umetnosti pri Slovencem, ugotavljali, ali imamo tudi Slovenci svojo umetnost. Kazali se je seveda do danes, da jo imamo, težko je pa dokazati, kaj slovensko, če vidite neko sliko in podobno. Čeprav nacionalni smrt vidi umetnosti. Res je pa, če hodi že po svetovnih muzejih, je vedno po šolah so slike razstavljene, Francozi, Španci in podobno. Slovenci smo pa meni in podobno in tudi celo generacijo svojih učencev ste navdušil, da jim je tudi glavni problem, da so iskali slovenstvo, pa je bila dilema, ali je mogoče narodnost razbrati bolj ali samo regionalne konstante posebnosti, glede na izkušnje te iskanje nacionalnosti, ki so se potem izrodile v nacizmu, kot veste, je postalo to celo kočljivo in so tudi zaradi tega nekateri se od tega odvračali, posebno učenec Stelejtov Ljuc Menaše, ki je bil specifikum v tem pogledu, da tega ni tako iskal, zato ker je bil tudi napol žid, kot se je samo označuje v leksikonu, mu to ni bilo simpatično, zato tudi on ni bil simpatičen drugim kolegom, skratka postavljen, je pa bil zaslužen človek drugače, svojim leksikon in podobno. Drugi so pa vse to iskali, današnja mlada generacija, ko piše v Stelejtu, če ga mora označiti, seveda ima njega pozitiven odnos, pravim pa, da je to malo pretirano brez slovensko iskati. Je pa to bilo takrat nujno za tisti čas razumljivo in Stelej je bil otrok tistega časa, to je že marsikatovo časa, dedič moderne pravzaprav. Ljudi, ki so skušali uveljaviti, dvigati, ustvariti slovensko umetnost, on pa spoznanje o tej slovenski umetnosti. In bil je prepričan, ravno zato, ker je iskal slovensko podstat in tako naprej, da so vsi spomeniki za raziskovalce enako pomembno, da je vse vredno raziskovati. Ni dobil, čeprav bi svetovnost gledam podobno benega kompleksa, da je naša umetnost manj vredna in je s tem navduševal tudi učence, ki so bili vsi veliki domoljubi. Damjan Prelovšek je napisal, da so ti konzervatorji nekdani bili apostoli slovenstva, domoljubnosti, danes je pa čas tako spremenjen, da posod denar, ko se temu reče kapital, vlada se mora pa celo konzervatorski zavodi podrejati po službo in pa prodajati tako rekoč. Tako da ste izgled v vseh pogledih tega korenitega učenjaka, ki je bil domovinski človek, ena glavnih njegovih besed je poleg duše beseda domačija, ki jo je pa povzel seveda po Prešernu. Prešern ima domačijo in vsi govorijo o domačiji v tistem času. In tudi rektor univerze, za katero se je Stelej prizadeval, on je bil pionir marsikaj za ustanovitev Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pri Slovenski matici sodeloval, je govoril, da je univerza nastala zato, da ohrani samo avtohtonost, da ima slovenske domačije. Skratka, danes pa angleščino hoče upeljevati in podobno. Tako da on podobnega starodavnega, če rečem, človeka, po drugi strani je pa vznemirljiv, ker je pa najbolj se zavzemal za ekspresionizem. Tukaj sem se pa spraševal, pravzaprav, kje je razlog v tem, ali samo moj bi res tako pri srcu, ali tudi zato, ali pa predvsem zaradi tega, ker je bil učenec Dunajske umetninske šole,
katere bistvo je pa v tem, seveda, da je ugotavljala, da ni več neke normativne estetike, skratka, da ni več klasična antika merilo za poznejšo umetnost, ampak da se oblike umetnosti usmerjajo po duhovnem usmeritvi človeštva. Skratka, ko postane človek, na primer v krščanstvu, zagledano višave, se mu ne zdi več važno, da bi realistično zemeljsko konkretnost upodabljal, ampak stilizira tako, da duhovno doživljanje poudarja. Stele je seveda v času po prvi svetovni vojni, v tej krizi, je tako dominiral klic po novem človeku in Stele na podlagi te izkušnje prvič vedel, da je nov čas zahteva tudi novo umetnost, ki naj bo poduhovljeno, hkrati, ker je pa naš ekspresionizem šel pa tudi z ljudske umetnosti, prej mu je bil pa liričen, je pa tudi intimno bil blizu. Jaz, ko sem pisal pač o magisteriju ekspresionizmu, sem takrat ponovno Steleta preberal, sem to tudi začutil in sem lahko tudi na poglavje pa vključil z tega vidika, tako da je to res spominska knjiga, čeprav naj bi bila v bistvu portret Steleta, napisan nepričakovano po zaslugi, čeprav sem sam napisal kolegice doktora Mija Gorenčič, ki pa v svojem inštitutu zdaj nadaljuje s tem delom in Stele, kot veste, je uveljavil našo umetnost za raziskovanjem predvsem srednjeveških fresk, srednjeveškega slikarstva in zdaj na inštitutu s Steletom dokumentirajo na novo, z droni, kako elektronsko, vse freske, tudi tiste, ki so zelo visoko in fotografirali, da bo to dokumentirano, česar bi se Stele gotovo razveselil. Hvala, kar nekajkrat ste omenili doktorico Mijo Otar-Gorenčič, ki se nam je pridružila in jo prav lepo pozdravljam. Obenem se seveda zahvaljujem Umetnostno-zgodovinskemu inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU za sodelovanje pri pripravi knjige, za sozaložništvo ZRC SAZU-ja in soizdajateljsko vlogo inštituta. Omenili smo urednico, predvsem moramo pa omeniti tudi še zraven hvaležnost za izjemno obsežno fotografsko gradivo, ki je priloženo oziroma pridano k samemu besedilu. Vendarle pa je zanimivo, poudarila sem ta vaš osebni slog v sami knjigi, monografiji, da je temu osebnemu slogu nekaj dodano tudi na sami likovni ravni, torej vaše skice, vaše risbe, morda samo nekaj na kratko še o tem. Do tega je prišlo nekako naključno, ne bi jaz kazal svoje risarske sposobnosti, ali pa ne sposobnosti, ampak ko sem prej naj bi knjiga nekako šla, že skoraj da je bila narejena, sem dal skenirati po knjigah, razne reprodukcije, za katere umetnine, za katere sem zdelo važno, da bile noter. Potem sem pa zdaj, ker je tak red bolj, se pa povedal seveda, da bi treba prositi dovoljenje in tako naprej, zlasti za Meštroviča in tako naprej, in da teh slik ne bo mogoče objaviti. Potem sem pa to rešil tako, da sem jih enostavno narisal. To pa zato, ker sem kot otrok predvsem risal in tudi tukaj pišem, kako so umetnosti zgodovinarji vedno po terenu, po Steletovem zgledu, vsi njegovi učenci hodili po terenu z beležkami, cel rekel notesi in so si stvari prerisvali, pa zapisovali svoje opažanja. Jaz sem pa, ker sem nepraktičen, nisem znal fotografirati, sem pa vedno že med predavanjem umetnine kar prerisal, skiciral. In pa sem na to spomnil, sem potem prerisal nekaj, zlasti čez celo stran sem zanalaš tole kip Draga Tršarja, zato ker Tršar je imel pa posebno nos do risanja in je meni posebno rad zato, ker ne fotografiram, ampak če sem moral govoriti na njegovi razstavi, sem prerisal si kipe, da bi si jih zapomnil. In je to mu imponiralo, potem sem pa njegov kip tudi prerisal, da tukaj, čeprav vam deči dovolili, jasno, ne bi te niti vprašati. In potem, ko je pa urednica bila tudi natančna, nekaj bi preveč zjali 2 prazni strani, pa nekaj to ni mogoče, tik pritiskom sem pa Steleta narisal, ker tako pred njegovimi rojstnimi tunicami pred cerkvijo, da je to splet okoliščin, skratka. Hvala lepa za to živo predstavitev portreta Franceta Steleta. Pripravili bomo tudi samostojni večer, pogovor o sami knjigi z avtorjem, akademikom, profesorjem dr. Milčkom Komeljem in tudi urednico, doktorico Mijo Otar-Gorenčič.
Prav tako je že načrtovana predstavitev knjige v Kamniku. Za nastanek tako obsežnega in seveda tudi izjemnega dela, ki je izšlo v naši zbirki Spomini in srečanja kot 14. zvezek, pa je seveda potrebna ne samo neizmerna vnema avtorja, ampak številnih drugih, tudi finančna podpora Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, ki se ji zahvaljujemo, pa za uredniško delo in fotografsko gradivo, ki je nastajalo s podporo Agencije za znanstveno, raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. In zahvaljujemo se tudi Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki je seveda podprla finančno tudi izid te knjige kot portret enega od svojih akademikov. Zdaj pa pogled k naši filozofskim izdajam. Profesor dr. Lenart Škof je, kot sem že omenila, v Slovenski filozofski knjižnici izdal svojo knjigo Vok v postkrščanstvu s podnaslovom Filozofska teologija. To je tako rekoč zadnja izmed trojice, lahko rečem nekako tudi svete trojice njegovih del, ki so kot nekakšne 6-letke išle pri Slovenski matici. Namreč leta 2012 je v isti zbirki izšla njegova monografija Etika diha, leta 2018 kot nekakšen ženski antipod v spraševanju o Bogu, božanskem in v filozofski teologiji Antigonine sestre in zdaj z letnico 2024 in podporo prav tako Javne agencije za znanstveno, raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije še Bog v postkrščanstvu. Kako seveda vi sami doživljate izid te knjige, zaključek nekakšne filozofsko-teološke triade, premisleka o sodobnih spraševanjih, filozofskih spraševanjih o Bogu, kot ga vi poimenujete, torej v nekakšni postkrščanski dobi? Ja, hvala za uvod. Res je, da nekako sklepam neko obdobje, morda s to knjigo, da se nikoli ne veš, kaj se potem odpira naprej. Ta knjiga je neka vrste sinteza mojih premišljevanj na polju religije in tudi teologije, recimo sodobne, konstruktivne teologije, kako želite pravzaprav, filozofske teologije, kot je tudi podnaslov. Ja, z etiko diha sem nekako se ukvarjal z pozabo diha v filozofijah, pa tudi seveda religijah, ker sem vedno bil v stiku z indijsko, pa seveda znotraj krščanstva, tudi krščansko seveda tradicijo ves čas. Z Antigonimi sestrami sem nekako začrtal neko teorijo matriksialnosti oziroma neke matrice ljubezni, ki se je kazala na liniji od Antigone do Jezusa, ki sta bila tudi nekako nosilna lika te knjige in tudi Jezusa sem tam pač imenoval kot eno izmed Antigoninih sester, malo provokativno. In ta knjiga je potem začela nastajati tudi po nekih pač, tako kot je tudi akademik Milček Komela rekel, da pač niso to neke poti analogne, ne, vedno pač so neke sinhronicitete, ki se dogajajo, neke povezave, ki jih nikoli ne načrtuješ. Ampak sem vesel, da se potem to zlilo v neko celoto, ki sem lahko torej danes predstavil. Knjigo nekako sem želel začrtati kot eno tako čutno teologijo oziroma čutno filozofsko teologijo, ki je v stiku z elementi, torej kot jih razumem, seveda v filozofskem smislu elementi, kot je o njih že govoril Merleau-Ponty, ki je rekel, da je pravzaprav bit element, ne, v tem predsokratskem smislu, element ali skozi zrak, skozi vodo, skozi ogenj ali skozi materijo oziroma zemljo. In tukaj not se te elementi nekako tako drugače pojavljajo.
bil sem v stiku z nekimi pač misleci, ki so meni ključni. V tej knjigi je veliko vpliva pač pozabljene krščanske sekte Amalrikovcev in njihovega vodja Amalrika Benskega, ki je zame izjemen mislec. Ta sekta je bila v zgodnjem 30. stoletju zatrta, nastala je pod vplivom tudi islamskih trendov tistega časa, pa aristoteljanstva, pa seveda lastnih, že tedaj heretičnih, ali bi rekel zgodnih ali prvih postkrščanskih misli, da je namreč Bog neke vrste preči tudi materijo, ne? In to se potem kaže tudi pri Giordanu Brunu, ki ga tudi imam precej noter prisotnega v tej knjigi z nekakvom Bogom kot vezno silo v tem stvarstvu, pa v kozmosu kot nek vinkulum. Zanimajo me seveda tudi misleci, kot so Schelling, Feuerbach, to sta mogoče moja ključna misleca tega klasičnega obdobja, katerima se vedno znova vračam, v njuno ontologijo, pa tudi sveta etiko in tudi njune premisleke o religiji. V sodobnem času pa ja, Lucy Regaraj kot vedno že, pa Caputo, Keller pri teologih konstruktivnih. In nekako na tej sledi sem potem zastavil to knjigo, ki se začne z uvodom, kjer nekako poskušam predstaviti, kako sploh razumem ta pojem postkrščanstva. V preludiju potem začnem z Bogom v dihu, nekako na ta način se držim te svoje kar dolgoletne že dolgoletnega prepričanja, da nekako dih seveda tisto, kar je morda najpomembnejše, pa tudi zelo pozabljeno, se končno Sveti Duh je bil v vseh starih religijah, vključno s krščanstvom, seveda judovstvom, najtesneje povezan z dihanjem. Prvi del knjige je tem usmerjen bolj v preteklost, za poglavji Bog v kamnu, Bog v neandertalcu in Bog v materiji, ker me seveda v dialogu za sodobno filozofijo, religije in tudi znanostjo zanimajo pač kakšni inovativni premisleki o tem, kje se lahko recimo Bog pojavi, kako ga lahko gledamo, ali Bog bi nekako prisoten tudi v naših prednikih, ali se je Jezus morda kot kozmični Jezus lahko kazal tudi neandertalcem in podobno. Skratka, malo takih premišljevanj, ki so morda kakšno tudi malo provokativna. Drugi del se bo potem bolj osredotoča na prihodnost, za poglavji Bog v telepatiji, Bog v prihodnosti in Bog v tretji dobi. Tukaj pa pač me zanima, predvsem sem se opiral v začetku na Raimonda Ruerja, ki je nekako verjel, da je Bog neke vrste, podobno Johnu Deweyju, nek dogodek, ki se je morda že dovršil v neki eskatologiji, skrivnostni, in iz katere mi lahko črpamo neko pravzaprav lastni navdih. In če pišemo telepatijo, da to ni po naključju, mene zelo zanimajo te, ker to je neke vrste tudi postkatoliška teologija zame, ne toliko protestantska, čeprav je ogromno teh vplivov tudi protestantskih, ampak te misleci, ki so mene definirali, so vedno bolj bliže pri temu, kar jaz razumem kot neka postkatoliška sodobna filozofska teologija, zato ker ohranjajo to čudno razsežnost, ohranjajo to razsežnost čudežnega, mističnega, ki je prosedal protestantizmu kar z dobrimi razlogi v tisti epohi, ko je bilo to treba narediti malo zatrto. In če se recimo v krščanstvu čudeži in preroštva in recimo videnja in take stvari pojavljajo skozi celotno zgodovino, pa ne samo v krščanstvu, v vseh svetovnih religijah, brez razlike, zakaj ne bi tega recimo preiskali tudi na analogni ravni filozofskih stvari, ki jih je recimo proučeval Jung, pa tudi Freud je proti koncu svojega življenja začel nekako skrivoma, ampak zelo jasno govoriti, da so te stvari nekako realne, da jih je treba upoštevati, da so upoštevanja vredne. Tako da nekako ta del potem sklenem z poglavjem Bog v tretji dobi, ker pač zastopam to staro učenje treh dob, ki se že v judovstvu pojavi, da so pa neke stare tri dobe, ki vsaka traja po 2000 let, in to se je potem pri Joachima Fioreja pojavilo na novo. To je potem tudi Amalrik verjel, tudi Schelling je tako delal, tudi seveda Hegel na svoj način.
In posebej Lucy Irigaray, ki je pač verjela, da bo nova doba, pa ne neki New Age, ne, kot to se sliši morda na prvi pogled, doba diha, ne, doba neke nove spiritualnosti, čutne, materialne, intersubjektivne, tudi ljubezenske. In zato nekako sklepam knjigo za postljudjem, ki ima naslov Bog v dvojini. In če je kaj seveda slovenskega, je to dvojina, ker ravno sem bil prej ponosno poslušal, kaj je moj predhodnik govoril o slovenstvu in o slovenskem pač preko načinu razmišljanja. In zdi se mi, da na koncu, kot pravim, ne, pravzaprav v tem medosebnem odnosu se pa zares Bog inkarnira, ne. In ker jaz verjamem v preko tako horizontalno transcendenco, ne, ki se začne med telesi, med ljudmi, med dušami, v naših preko empatičnih, sočutnih in podobnih odnosih. Lahko nekako potem na koncu rečem v skoraj zadnjem odstavku, da je Bog organ ljubezni, sakrament intersubjektivnosti. Hkrati mogoče ta zadnje poglavje napoveduje neko nadaljevanje, zanima me pač nekaj v zvezi z ljubezni, piše neke vrste agapeologijo, zdaj, kot upam, da bo to iz tega nekaj nastalo. Še za konec sam rekel, knjiga ni samo seveda krščanska, daleč od tega, noter so vedske stvari, noter je pač budizem, noter je džainizem, noter je islamska religija in filozofija, veliko vlogo je imel noter tudi panteizem, seveda oziroma tisto, kar lahko potem razumemo pri Giordanu Brunu, eno celo poglavje dialog z slovenskim staroverstvom, torej Posočki, ki mi je izjemno navdihnilo in je izjemno pomembna zadeva za me, ostala je mi tudi celo poglavje posvečeno dialogu s tem. In na koncu, morda še nepričakovano za koga, ampak znotraj krščanstva sem se veliko ukvarjal zadnja leta tudi za sodobno filozofijo in teologijo mormonizma, ki je pa edina krščanska oblika danes, ki lahko čisto realno vzpostavlja dialog z tako kvantno fiziko, za sodobno znanostjo, z evolucijsko znanostjo, res na tej ravni lastne teologije. In bi rad pa malo več časa, ampak toliko za en tak majhen čuden. Ja, hvala. Sicer ste rekli za konec, torej bi želeli že končati, pa vendarle imam še vprašanje za vas. Prvo je seveda, smo zelo veseli, da se nekako knjiga izteče v filozofijo dvojine, da torej začutimo, da je slovenski jezik tisti, ki nam odpira premišljevanje odnosa do drugega in da ta odnos ne vzpostavljamo samo kot voljo do moči, ampak kot voljo do ljubezni, o čemer ste govorili že v Antigoninih sestrah. Tam ste te grške temelje premišljevanja upisali že sam naslov knjige. Tu veliko bolj poudarjate indijsko religijo, pa tudi omenili ste Amalrikovce, sekto Amalrikovcev. Skratka, zdi se, da ste se tem grškim temeljem evropske filozofije v zadnji knjigi nekako, ne bom rekla odrekli, ampak izognili. Ste morda na tej svoji trojni poti filozofskega kroženja prišli do spoznanja, da se v dobi postkrščanstva tudi ti temelji izmikajo? Ja, načeloma to so ti temelji ves čas prisotni, ker recimo, ko obravnavam Feuerbacha, sem vedno v najtesnejši zvezi z temi predsokratskimi temelji, ko obravnavam elemente, so vedno zadaj, ne? In morda so bili bolj v spredju, ja, pri Antigoni, ker je pač figura grške misli, prav te arhaične misli, iz katere pač tudi predsokratiki sami črpajo potem svoje videnja in svoje filozofske prerokbe, ki so jih zapisali ali pa zapustili za nami. In ni to mogoče tak res, nikakor ne, ker zdaj ravno za naprej, predvsej prebiram tudi Ivana Urbančiča, ki sem ga imel tudi priložnost spoznati na filozofskem odseku. Nažalost nisva bila nikoli filozofska sopotnika, seveda zaradi generacijske razlike. Ampak
ravno zdaj se spet posvečam, rekel, prav tem epifaniji pravzaprav elementov, ne, in Božjega znotraj tudi predsokratskega pogleda na svet, ki ga seveda na svoj način pregnetu v neko filozofijo ljubezni, tako kot bi pri Empedoklusu to izgledalo. Tako da sama ta ideja postkrščanstva, ki je v naslovu, to ni neka, rekel, neka revolucionarna ideja, nekega upora proti, ne vem, institucionalnim oblikam, ker to niti mene toliko ne intrigira, zato ker pač vsak ima nek način pravico, da se vzpostavlja svoje, rekel, oblike verovanja, delovanja in tudi institucionalnega delovanja. Seveda, marsikaj se v kakšni tudi opombi najde kritičnega, ne, skozi moje, rekel, filozofske poglede, tudi o prav tem delovanju. Ampak sama ideja postkrščanstva je veliko bolj intimna, je veliko bolj pač notranja, tako kot je pač bila tudi mišljena že pri Amalrikovcih, ki so postavili eno zelo trzno misel, ne, ki pač mogoče malo zdaj se tepe s tem, kar sem ravno pred eno minuto povedal, ampak vendarle so mislili, da pač lahko to duhovnost, to, rekel, cerkev mislijo v sebi, ne, zato so bili tudi seveda na nek način razglašeni za nore, za neko nemogočo misel. Mi je pa to kot filozof seveda zelo blizu in kot filozofi pač hodimo po svetu in premišljujemo stvari, dostikrat v kakšni samosti, ne nujno samotnosti, ne, se take misli, recimo, tem znajo povezati v eno tako knjigo, ne. Tako da ne bi rekel, da sem mogoče česarkoli sem odmaknil ali pa poskodil, ima pa vsaka knjiga neko svojo dinamiko pa logiko, ne, in pač ta je veliko bolj posvečena temu, kako ne v 21. stoletju recimo izgleda neka, po mojem mnenju, filozofska teologija, ki je, kot rečeno, senzibilna, čutna, ki je pač intersubjektivna, ki je horizontalna na ravni narave, seveda, okoljskega tudi zavedanja, pa tudi tega zavedanja, da je v nas veliko več, kot si upamo priznati, ne, da smo ljudje nekako povezani, končno, če pogledate poglavje Bog v kamnu, ne, kamni so pač vedno bili mišljeni, kot samo za zaključek, kot najbolj, rekel, inertna, mrtva, možna stvar, ne, vendar že v staroverstvu, pa še kje drugje, seveda v starih kulturah, starih arhaičnih kulturah, pa tudi v sodobni znanosti vemo, da so pač kamni, tako kot mi sami, neka skrajno zgoščena materija, v kateri pa je na neki kvantni ravni ali pa na ravni, rekel, če budisti so to vedeli, da če materijo pogledaš takole, pač zgleda kot neka trdna realnost, drugače pa je seveda na neki realni ravni, pa so te materialne stvari malo drugačne, ne, so bolj fluidne, bolj vitalne in zato se me preko intrigirali tudi kamni, ki sem jih vedno imel rad in s katerimi pač so marsikateri, rekel, modreci že znali vzpostaviti kakšen odnos in mislim, da ga mora tudi teologija. Ne. Ja, hvala. Seveda bomo tudi to knjigo samostojno predstavili. Morda, če dovolite, samo še eno čisto kratko vprašanje. Namreč, čisto kratko vprašanje, tudi podobno, kot sem ga naslovila oziroma kot sem ga zastavila akademiku, profesorju dr. Komelju. V podnaslovu svoje knjige govorite o filozofski teologiji, družite torej dva velika pojma, filozofijo in teologijo. In seveda v tej triadi, ki sem jo omenila že vaših knjig, se samo po sebi zastavlja tudi vprašanje o tretjem, torej o umetnosti. Tudi sami ste svoji knjigi dodali fotografije Maje Bjelica in morda na tak način poskušali dodati tudi to vprašanje svoji zadnji knjigi o Bogu postkrščanstvu. Ja, pač jaz mislim, da so ta tri področja, umetnost, filozofija in teologija, pač to je mogoče naš malo omejen pogled, narekovajih pa malo sarkazmov, ampak seveda ni, ne, so izjemno pomembna. Jaz sem bil, preden sem pač postal filozof in teolog, sem bil kar zavzet glasbenik in je potem ta, rekel, nek manjko umetnosti v mojem življenju. Igral sem klarinet, pač torej skozi sem bil v stiku z dihanjem, vsakodnevno več ur.
se je to potem prelilo v to filozofijo diha brez dvoma, ne. Zato mi je tudi Nietzsche vedno rad, ki je pač bil tako blizu temu, rekel, umetniškemu, ne. V teh zadnjih knjigah, ja, pa kot ste rekli, v dialogu za svojo nekdanjo, torej doktorsko študentko, zdaj pa raziskovalka na našem inštitutu, ki je tudi, rekel, muzikologinja, hkrati pa diplomirana fotografinja, torej se ukvarja z umetniško fotografijo, sem vključil noter njene umetniške fotografije na temo soli in ona je namreč tudi solinarka, ima pač v Sečovljah pač gredo, kot se reče, ne vem, kako reče točno v italijanščini, in je naredila en lep ciklus fotografij, ki jih ona potem obdela na nek poseben način, seveda umetniški. Namreč sol pa je tisti element, ki se mogoče ne zavedamo, ki pa, mislim, tista zadeva, ki pa vse 4 elemente v sebi obsega, ne. Sol pač se rodi iz vode, je pravzaprav neka kristal, je nek kristal, torej element, ne, zemlje, rodi ga pravzaprav vročina, ne, sonce in zraka, ne. In s tem so ona se tudi zdaj ukvarjala v nekem svojem projektu, kjer tudi sam sodelujem, no, za potrebe te knjige, ki je pa elementarna in teološka in filozofska, sem jo pa prosil, da pripravi en ciklus fotografij in sem zelo vesel, da so zdaj tukaj noter, ne, in vsaka ima tudi svoj podnapis, ki pač je neke vrste potem moja interpretacija teh njenih umetniških del. Hvala lepa. Hvala lepa profesorju dr. Lenartu Škofu za to res imenitno predstavitev knjige, več v samostojnem pogovoru in predstavitvi, ki bo potekalo tudi tukaj na Matici. In zdaj seveda se obračamo tudi k prevodom z področja filozofije in k delu Marte Nussbaum, Jeza in odpuščanje. To je prvi prevod avtorice v slovenščino, čeprav je na tem področju slovenski filozofiji dokaj dobro znana. Sama moram priznati, da sem se z njo srečala že v pisanju svoje diplomske naloge, ker se je takrat ukvarjala s stoiško filozofijo. No, zdaj pa je dejansko trajalo kar nekaj časa, da smo dobili samostojni, obsežni prevod njenega dela Jeza in odpuščanje na pobudo prevajalke Katarine Meyerhold, ki je opravila izjemno delo z prevajalskega vidika, tudi opremila delo svojo spremno besedo in študijo, pri tem pa ves čas sodelovala z urednikom, profesorjem dr. Markom Uršičem, vodjo našega filozofskega odseka, ki bo zdaj, seveda ga prosim, nekoliko povzel samo delo Jeza in odpuščanje, predvsem v kontekstu sodobnega stanja duha, je namreč spraševanje o jezi in odpuščanju, ki ga avtorica prikaže skozi nekatere velike osebnosti, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, še toliko bolj pomembno. Naj povem še to, da je avtorica k delu napisala tudi, k slovenskemu prevodu, napisala tudi kratko uvod, tako da je v tem pogledu tudi dragoceno. Ja. Hvala lepa za besedo. Jaz bom bolj kratek kot mojih 2 cenjenih predhodnikov, zato ker je to prvič, ker je to prevod, ampak ne predvsem zato, ampak zato, ker nadomeščam pravzaprav Katarino Meyerhold, prevajalko, ki bi seveda mnogo bolj, recimo, mnogo več lahko in bolj, recimo, kompetentno povedala o tej knjigi in nasploh avtorici Marti Nussbaum od mene. Jaz se bom omejil samo na nekaj teh glavnih podatkov o avtorici in knjigi. Marta Nussbaum danes velja, pravzaprav mirno lahko rečemo, za vodilno ameriško filozofinjo. Znana je zelo po celem svetu, predava njena alma mater je Univerza v Chicagu.
Je kot filozofinja je bila in je še predvsem pod vplivom torej raznih filozofov ameriških. Tukaj bi omenil samo dve pomembni, znameniti imeni Bernarda Williamsa, ki mu tudi posveča svoje knjige, mislim, da tudi to, pa Stanleya Cavella. Martha Nussbaum se ukvarja predvsem z etiko, ali pa, če rečemo s kantovskim izrazom, filozofijo praktičnega uma. Namreč etika je tu mišljena seveda v zelo širokem pomenu, od same recimo etike do politične filozofije, feminizma, pravice živali. Blizu je na nek način eksistencializem in kot je bilo rečeno od teh starih filozofij, je pa verjetno najbližji stoicizem antičnih. Namreč svojo prvo knjigo napisala je več kot 20 knjig. Njena prva taka pač zelo odmevna knjiga, s katero je zaslovela, ima naslov Krhkost dobrega. V angleščini je to Fragility of Goodness. Se pravi, tukaj ne gre toliko za krhkost dobrega z veliko začetnico, tako kot recimo nastopa v platonizmu, ampak za ta nasploh nek stoiški in širše antični problem, na kakšen način naj se dobro uveljavlja v življenju in svetu. Krhko dobro. Ona sama to svojo filozofsko usmeritev, predvsem glede antične filozofije, imenuje kvalificirani stoicizem. Je bilo že omenjeno, da je blizu stoicizem. To s tem izrazom nastopa tudi v tej knjigi, ki smo jo prevedli. Zapravo ne gre za neke vrste neostoicizem, ampak za kvalificirani, dopolnjeni na nek način stoicizem. Druga njena pomembna knjiga, ki je pa tudi povezavi z, predvsem je nekako postavlja drugo njeno veliko področje filozofskih raziskav, ima pa naslov Pretresi misli, razumnost čustev, se pravi Upheavals of Thought, Intelligence of Emotions. Ta knjiga je pa šla vmes so bile še seveda neke druge knjige, več njih. Pretresi misli so išli leta 2001 in so pravzaprav dan danes, lahko rečemo, neka temeljna knjiga za filozofijo čustev. Recimo, samo mogoče za ilustracijo tega bi prebral en stavek iz, to je napisala prevajalka Katarina, pravi takole, to je napisala tudi v spremni besedi, že prej pa v predlogu za prevod te knjige, ki smo jo izbrali. Pravi, Nussbaum v pričujoči, tako kot v ostalih pomembnih knjigah, v katerih se ukvarja s čustvi, predvsem v tej knjigi, se pravi Upheavals of Thought, trdi, da filozofi nasplošno premalo analizirajo čustva in kako se ta povezujejo z našimi telesnimi stanji, pa tudi in predvsem z našim spoznanjem, prepričanjem in oceno, evaluacijo določene situacije, ter ne nazadnje osebno srečo, eudaimonijo. Pri razmišljanju, katero od teh knjig, več je takih zelo bilo, tako rečem, epohalnih knjig te avtorice, naj izberemo za slovenski prevod pri Matici, smo najprej razmišljali o nekem izboru iz njenih del, ti dve njeni temeljni deli, lahko rečemo, se pravi Krhkost dobrega, pa Pretresi misli, sta zelo, zelo obsežni. In to seveda bi bil dvakrat toliko tole, pa še več. In potem smo nekako predlagali najprej nek izbor, vendar v tej korespondenci z avtorico je ona sama rekla, da to raj ne in da bi neko novejšo njeno knjigo prevedli. In to je ta knjiga, se pravi Anger and Forgiveness v angleškem naslovu, Jeza in odpuščanje. Pa ima podnaslov, se pravi, še podnaslov je potem v slovenščini
zamerljivost, sentiment, recimo velikodušnost in pravičnost. To, mislim. No, ona je sama to predlagala in dejansko mislim, da je to zelo posrečen izbor. Prvič, ker je to novejša knjiga in avtorica spremne besede, dokaj obširni spremni besedi in temeljiti, je nakazala in slovenskemu bralcu tudi predstavlja tudi širše delo te avtorice. Po drugi strani pa seveda tudi zato, ker je ta knjiga zelo, da tako rečem, aktualna, ne samo v našem ožjem slovenskem prostoru, ampak tudi širše v svetu. In posebej, kot je bilo tudi že omenjeno, posebno vrednost tej knjigi daje tudi pač avtoričin Nussbaum uvod, kratka uvodna beseda, predgovor k slovenskemu prevodu knjige. No, mogoče še par besed o tej sami knjigi. V tej knjigi se avtorica navezuje na številne filozofske, zgodovinske, literarne in druge vire. Če boste pogledali takoj, boste lahko videli v samem kazalu. Začne se z antiko, z antičnim razumevanjem jeze, od Furij k Eumenidam je naslov prvega poglavja. No in potem razvija preko jeze in odpuščanja, razvija razne, v teh poglavjih razne podteme, kot so jeza v osebnih, intimnih odnosih. Potem govori o tem kvalificiranem stoicizmu širše, tudi o političnem področju, vsakodnevni pravičnosti v politiki in v pravosodju. Tako da ta knjiga je v bistvu izrazito, tudi lahko rečemo, to je, mislim, dan danes že dolg, nekaj časa je to neka posebna pohvala knjige, če rečeš, da je interdisciplinarna, ta nedvomno je. Poleg recimo antropologije, psihologije je v tej knjigi tudi precej pravosodne teorije. Tako da bo gotovo to, kolikor se tam sploh še bere knjige, ampak mislim, je ena izmed knjig, ki nagovarja širšega, recimo, predvsem intelektualnega izobraženca ali pa tudi širšega. No, zdaj mogoče še o tej jezi, samo to par besed še. Torej, naslov Jeza in odpuščanje. In bom kar tukaj prebral, to je bilo iz te najave knjige, eno misel, eno oznako. Torej, Martha Nussbaum namesto maščevalne jeze predstavi bolj konstruktivno vrsto jeze, ki jo ona imenuje tranzicijska jeza. Ta tranzicijska jeza ne vsebuje želje po maščevanju, niti neke vzvišene, mišljeno predvsem vzvišene strani, recimo klera ali pa strani nekih cerkvenih institucij, zahteve po odpuščanju. Od tega se kar precej distancira. In knjiga sama se usmerja k konstruktivnemu mišljenju o prihodnjem dobrem, tako za žrtev, kot za družbo v celoti. Tu gre za en aspekt tega kvalificiranega stoicizma. Vi veste, stoiki so nekako prenašali svojo usodo, mirno, tudi če, mislim, brez kakšnih jeznih odzivov, če beremo Kleanta ali pa Hrizipa, mislim, Hrizipa manj, Kleanta ali pa Seneko in podobno. No, ampak v tem kvalificiranem stoicizmu je pomembno to, da jeza je sama po sebi, da tako rečem, naravna, oziroma nek konstruktiven, nek smiseln odziv na žalitev, na zločin, da jeza mora biti, če človek trči, bodi si osebno, bodi si v nekem širšem kontekstu ob zlo. Vendar, in tudi navsezadnje želja po maščevanju je nekaj človeškega in nekaj tudi to v tej knjigi, recimo, dosti o tem piše avtorica. Ampak, to odpuščanje ni neko posipanje s pepelom, v tem recimo tradicionalno
pač religioznem ali pa nekaterih religij pomenil, ampak gre za to, za neko konstruktivno, da tako rečem, investicijo v prihodnost. Prvič, da se ne bi več to ponavljalo, ne, kar je recimo nek zločin, nek prestopek, kakorkoli, ne, se pravi, gre za ta poudarek. In odpuščanje je zelo zahtevna stvar, ne, pri tem. No, avtorica, če preberem še ta stavek do konca, preuči pomen neprimernosti maščevanja oziroma retributivizma, ne, ta pravni. No, se jasno, že v Novi zavezi je zavrnjeno načelo oko za oko, zob za zob, ampak vseeno to načelo, ne, to talijansko pravo, če tudi ni več temelj seveda našega prava, je v precejšnji meri še zmeri nekje v duhu ali pa recimo v mislih ljudi prisotno. No, to ona zavrača, ta retributivizem, tudi v okviru kazensko-pravnega sistema. In to problematiko prikaže z mnogimi primeri, predvsem na 3 ravneh, no, kot sem že omenil pri poglavjih, na osebno-intimnem, vsakdanji družbenem, se pravi v teh medosebnih odnosih in v vsem skupnem političnem področju. In tukaj se še posebej ustavi pri 3 velikih predstavnikih nenasilja. Ne? Se pravi, to je neka knjiga, ki njen glavno poslanstvo, plediranje je nenasilje. Ja, jeza ja, ne? Odziv na zlo vsekakor, ampak ne izstopiti iz kroga nasilja, izstopiti iz kroga tega retributivizma, kakor prav. No in 3 veliki predstavniki nenasilja, ki so tukaj predstavljeni na mnogih straneh, ki so Mahatma Gandhi, Martin Luther King in Nelson Mandela. In prav te 3 velikane, recimo etike, velikane duha in tudi seveda politične delavce, ki so bili zelo pač pomembni v zgodovini 20. stoletja, je, mislim, to vsekakor je branje, ki nam nekaj pove. In kot da zaključim s to mislijo, da to je res zelo aktualna misel in tudi ta knjiga z njo za naš čas. Ne? Ker vse preveč, zlasti v našem slovenskem prostoru, moram reči, da to načelo, ne, vračanja, nenehnega vračanja k neki krivdi, ta težka pot k spravi, ne, to je nekaj, kar naš narod pravzaprav uničuje. Dolgoročno in kar nam zelo, zelo škodi v vseh pogledih, ne, in neki naši ugledni recimo sopotniki, sopotnice, naj to omenim predvsem Spomenko Hribar, ne, pa še mnoge druge pri tem, so poskušali razviti neko tako novo etiko sprave, ki ravno o njej govori pravzaprav ta avtorica. Ne? Zato sem še toliko bolj vesel, pa tudi v teh časih, ki jih zdaj živimo, se ne gre samo za našo preteklost ali polpreteklost nacionalno, ampak svetovno. Ne? Se pravi, ta zagrizenost, to biti jezen za vsako ceno, ne? Se pravi, magar za to, da se svet zažge. Ne? In to je nekaj, kar nas vodi vse skupaj v pogubo. In iz tega stališča je ta knjiga zelo, zelo dobrodošla. No, mogoče bi še to za koncu sam še to povedal, ne, na tej filozofski knjižnici, ne, ki ima dolgoletno tradicijo, ki je pravzaprav, bi lahko rekli, glavna, ne bom rekel osrednja, ampak vsaj najbolj znana filozofska knjižnica v Sloveniji prevodov. Ne. Bomo skušali tudi v prihodnje in skušamo nekako po 2 prevodni deli, poleg seveda druga zbirka je nova slovenska knjiga, slovenska filozofska knjiga, kjer je šla pač knjiga kolega Lenarta. No, v tej knjižnici smo skušali v preteklosti in upam, da bomo tudi v prihodnosti nekako izdajati vsaj 2 deli, ne. To je seveda odvisno od subvencij pri Jaku, ne. Pri teh avtorskih slovenskih delih imamo to možnost, to pomoč tudi subvencij od Arisa, od raziskovalne te agencije. Ne? In tukaj prevodi filozofskih del so pa večinoma odvisni od Jaka, ne? In
upam, da se bo to tudi v prihodnosti ne samo nadaljevalo, tako kot je bilo včasih, ampak da se bo tudi nekako to financiranje deloma vsaj okrepilo. No. Ampak kar sem hotel reči, ne kot urednik, kot pač urednik posameznih knjig, ne, recimo, ampak kot zunanji svetovalci in vodja te filozofske knjižnice, je to, ne, da optimum tukaj bi bil pač eno klasično, res klasično filozofsko delo, prevod, ne, se pravi, recimo, od antike do pač 19. stoletja in tukaj je vključno seveda tudi z drugimi azijskimi filozofijami in tako naprej. In eno delo, kot je to, ne, recimo iz območja ali pa iz zvrsti, tako rečemo, moderne klasike, kar pomeni v filozofiji 20. stoletje in knjige, ki nastajajo v našem 21. stoletju. Hvala lepa. Hvala lepa profesorju dr. Marku Uršiču. Žal nam je, da seveda z nami ni tudi prevajalke Katarine Majerholm, ki bi, kot je že bilo rečeno, lahko tako rekoč o samem prevajanju v slovenščino in tudi o sami vsebini knjige povedala še več. Želimo ji res iskreno čim boljše in čim hitrejše okrevanje. Hkrati velja zahvala profesorju dr. Uršiču, da je omenil tudi podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Drži, delo Marte Nussbaum je išlo z njeno podporo v letu 2024. Zelo sem vesela, da smo v zadnjem obdobju na Slovenski matici po letu 2018 izrazito povečali število knjig, ki jih subvencionira Javna agencija za knjigo. Če smo pred tem letom dobili subvencioniranih samo 7 knjig, naj z veseljem povem, da smo za leto 2025 z vsemi prizadevanji obeh urednic uspeli pridobiti že 13 subvencioniranih naslovov, za kar smo zelo hvaležni. Tako da sem vesela, da dejansko Slovenska matica tudi na področju filozofije od izdaje ene same knjige letno, kar se je dogajalo v preteklosti, prehaja zdaj na 2 knjigi letno. Seveda pa upamo, da se bodo uresničili tudi načrti, da bo delež filozofskih knjig, ki jih bomo lahko subvencijo Jaka izdali v prihodnosti, še povečalo. Skratka, iskrena hvala vsem sodelujočim, hvala vsem, ki ste se udeležili te tiskovne konference, kakor pa velja za vsako novinarsko konferenco, so seveda vsi sodelujoči zagotovo pripravljeni odgovoriti tudi na kakšno novinarsko vprašanje. Če mora biti kakršnokoli, izvolite, zdaj smo tukaj. Če ni vprašanj, izvolite. No, moje, vsem skupaj, Janez Kepicka in knjižničar, moje vprašanje ne bo novinarsko, ampak tako običajno dokonarsko, v povezavi s temami, ki so bile povedane. Pri gospodu stvar je sjajna, prvič, da te knjige sploh so išle, da jih matica omogoča, pa avtorji seveda. Imel bi pa z vsega od 3 akterjev eno vprašanje. Gospod Komer, jaz sem hodil na pedagoško akademijo in sem imel priliko poznati gospoda Kspana, Alfonsa Kspana. Alfonsa Kspana. A se sliši? Kar povejte. No, in vprašanje je, kako je slovensko biografiko. On je bil namreč slovenska biografija, je imela na skrbi tudi Slovenska akademija. In pa pri lepi predstavitvi gospoda Steveta, s katerim sem jaz v daljni žlahti, moram reči, je pomembna ravno ta biografska nota. Namreč on je imel tudi pomembno ženo. Ne samo lepega videza, ampak tudi po delu pomembno in sicer Melito Pivec Stele,
ki je bila pomembna bibliotekarka, tudi katoliška delavka, celo predsednica Orlov in tako, se pravi biografika. Pa njegov izvir od Steleta. On je doma, njegova rodbina Tunjice pri Kamniku. Se pravi, sama, tam je, to je bil verjetno vir njegovega zanimanja za umetnost, ne? Ker je imel možnost videti lepo cerkev Svete Ane na Tuncah, Glavarjevo, in pa sam Kamnik, ki je seveda z tega vidika lep. Ne? To je eno. Na gospoda Škofa imam drugo vprašanje, in sicer pri krščanstvu. Krščanstvo je bilo sprejeto v 4. stoletju, kot vemo, v Niceji. Ampak ta vidik je tudi pomemben, to vemo vsi, in sicer vera, krščanstvo kot povezava z oblastjo, ki je bila takrat zaželena, vera kot nezaželen element v povezavi z oblastjo je bila pa seveda zelo prisotna v času stalinizma pri nas. Ker je bilo to, da si bil krščan razlog, da te ubijejo, kot vemo. To je, se pravi, ta vidik je še. Pri tretji knjigi pa je pa seveda sploh sjajna tematika, jeza, seveda je ta maščeva pomembna tematika, ki bi jo še treba razdelati, ker ta je pomembna, skratka. Hvala lepa. Akademik profesor dr. Milče Komelj, vprašanje je bilo za vas. Gospod je hodil na pedagoško, obiskoval pedagoško akademijo in tam je bil profesor Gspan, za katerega vemo, da se je ukvarjal z biografiko. Kako je z biografiko na SAZU danes? Drugo vprašanje, da je imel France Stele seveda tudi zelo pomembno soprogo Melito Pivec Stele, nekaj o tem, da je nedvomno ga navdihoval na njegovi poti k umetnostni zgodovini njegov rodni kraj. Tam je imel priložnost gledati cerkev Svete Ane v Tunjicah pri Kamniku. Če morda nekaj na to temo. Tako da če vas poročujem, nisem slišal slabo. Slišam, kar se tiče Alfonsa Gspana, seveda, če bi širše razpletal te spomine, bi lahko tudi noter vključil, ker mi se enkrat doma celo obiskoval, ker moj oče je bil voditelj novomeške knjižnice in je priteljeval s temi bibliotekarji, tako so Rupel, Gspani, tako naprej. Sem jih poznal od otroštva, oziroma Gspana, tudi njegovem razmeru do Kosovela, ker sem bral in podobno. On je bil kolikor vem direktor, oziroma vodja tega delka za rokopisnega, ali pa za bibliografijo, za katero skrbel Janez Logar, ki sem ga tudi dobro poznal. Kako je danes seveda s tem na akademiji, ne vem, vem pa, da je profesor Stele, je bil eden seveda odločilnih ljudi pri slovenskem biografskem leksikonu, ki ga je vpeljal, ki je nastal na inicijativo Izidorja Cankarja. Stele je celo pisal, o njem ocene sprotko izhajajo, potem je bil zelo vpliven in je rekel, da je treba slovenske variante imen, o čemer tudi tukaj pisati, vključevati biografski leksikon, se pravi pisati Bergant, ne Vergant, Dolničar, ne Talničar in tako naprej. Tako da Stele je vse leksikone spremljal in ob tem, ko je bil pesnik in zgodovinar, se je zavedal pomena leksikonov in je tudi poročal v leksikonih in pisal notice v slovenskih umetnikih. Skratka, zato ker se je zavedal, da je treba tudi zavest o slovenski kulturi pač z njo prodreti v Evropo, in so se mi zdeli dragoceni z tega vidika. Sem mu ni zdel za malo, da je pisal tiste kratke članke za leksikone in je tudi spremljal vse leksikone pred vojno, ki so govorili o kulturi in sploh o Sloveniji, o slovenskih, in jih je recenziral na kratko, Domu svet in podobno, rekel, ko je to važno izkoristiti vsako priložnost, da se zavemo pomena naše kulture in da to razširimo
tudi drugam, tudi v tujino. No, slovenski biografski leksikon je pa tako. Odkrat sem jaz na akademiji, ne, član, skratka, takrat se je pričelo, kolikor vem, se je obudil novi slovenski biografski leksikon. In en čas je vodil, v tej pobudi je bil en glavnih, saj od predstavnikov Slovenske akademije Kajtan Gantar, ki je tudi en odbor stvaril, ker sem sodeloval, smo pregledovali registre, smo bolj presoditi, kdo manjka, kdo je več in podobno, ne. Potem je pa to prevzel znanstveno-raziskovalni center ZRC in on sam za to nekako skrbi. Najbrž tudi zato, ker med akademiki seveda ni toliko ljudi, ki bi o tem pisali. Mene so tudi povabili, da pisal o Berniku vseh slikarjih na B, ampak potem nisem zaradi tega, tisto znakov bi že napisal, je pa treba napisati potem natančno vso bibliografijo, kje so razstavljali takemu katrkna dela in to lažje zbirajo potem na inštitutu, ker to vredno čist veseljem počno. Moram pa reči, da je pa Kajtan Gantar je pa nič koliko, ker na sejah na akademiji je pa jezen, je pa rekel, da biografski leksikon ima tako tradicijo, da bi ga morala upravljati oziroma da bi moral biti v pristojnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti in ne ZRC-ja. To samo povem, kar sem slišal, skratka. Očitno pa leksikon zdaj še naprej izhaja, glede na današnji čas, ne, ker nima časa, ko nimamo časa, tako da bili knjig brati, kakorkoli, so svet članki bolj lapidarni. Če gledate starejše leksikone, tam je za kakšnega, ki bi danes komaj poznamo, so cele študije noter napisane, ne se za Prešerna. Danes je to bolj lapidarno, kolikor vem pa tudi na tem elektronskih medijih spremljajo in ažurirajo in tako naprej te ljudi. Tako da ta tradicija se gotovo obnavlja, kar se pa tiče gospe Melite Stele, pa za njo seveda tudi vem, da tudi kaj omenjam, ne, skratka, da ona je bila soproga Franceta Steleta, da ne raziskujem, kakšno družinsko življenje imel, gotovo imela sta hčer, ne, poleg sina, ne, Melito Stele, učenko Steleta, o katerem tudi piše, je bila zaslužna umetnost zgodovinarka, oba sta pa učenjaka, ki sta ves čas delala v knjižnicah ali pa na terenu, sta se pa dopolnjevala in ljubitelja knjig Stele napisal, da je njegova največja hrepenenje sreča, da bi bil po možnosti pesnik, se pisatelj. Ona je tudi proučevala, ljubila literaturo in so zanimali stare knjige, pisala se mogoče o ilirskih provincah, prevedla francoščino Steletovo knjigo Monumenta Artis Slovenice, ker je Stele s tem vključil v zavest širšo evropsko, našo umetnost, srednjeveško, in se tudi živo spomnim, ko nas je obiskala doma. Je obiskovala knjižnica Novo mesto zato, ker bi znana knjižnica, da bi videla, če so še kakšne stare teksti tam, oziroma stare tiske knjige, ki jih ne pozna. In se spomnim tako imenitno gospo z velikimi čali, sem jo še narisal, ne, tukaj na sliki z možem, ne, v Kopru, tako da je zelo pomembna žena, sopotnica, če tako rečem, Steleta, kaj več pa tukaj ne, seveda, nisem pisal, ne. Stele bi pa seveda navezan na Tunice, na svoj rojstni kraj, zato tudi pa narisal to risbo Steleta pred Tuniško cerkvijo in za Steleta se sprašujejo, kako to, da je šel študiral medzivino oziroma njegova hčer pojasnovala, pa tudi on sam je to govoril študentom, včeraj so mi govorili njegovi učenci, najbolj črpno tudi Marjan Pogačnik, slikar, ki je bil tudi medziviner, je Stele govoril, da nima nobenega smisla za umetnost, ampak oziroma smisla, da ga je zanimalo tisto, če se ne pozna. In ker je bil rojen v kraju s tako mogočno cerkvijo, ki je prevelika za tak majhen kraj, ne, ki je nastala seveda za Petra Pavla Glavarja in te resnične, če tako rečem, legende, ne, ga je zanimalo, zakaj je ta cerkev nastalo, kdaj je in tako naprej, in ga je ta čut za zgodovino, kdaj je, zakaj je nastalo, zapeljal umetnostno zgodovino. Hotel se pa prijaviti na študij matematike, ne, ki je bil tehnično oziroma tako logično usmerjen, pa kot je prepovedovala njegova hči Melita Stele, so bile štipendije že oddane in zato se je potem na umetnostno zgodovino, ki ga pa tudi strašno zanimala. Je pa skozi se spraševal o skrivnosti umetnosti in rekel, da ne ve, kaj je lepota, kaj je umetnost, pravzaprav, da je treba to z instinktom dojeti, ne, da je predvsem zgodovina. In zato je on tudi upeljal to distinkcijo, da je umetnost resna veda zgodovinska, ki postala temelje, ki so neizpodmakljivi, ker so res, če gledamo njegovo delo, špekulativno spraševanje umetnosti in drugih stvareh, da sodi pa v umetnostno vedo, ki naj bila
iz njegovega vidika pomožna veda umetnost zgodovine. Ne? Danes prevladuje podobno, ta inštitut, to bi pač vedela povedati spoštovana predstojnica, ne, pa nadaljuje pravilno to tradicijo, da zanesljivo trdne temelje razširja in raziskuje po arhivih in podobno. In Stele je bil terenski človek, ne, obdeloval tudi arhije, zlasti je napisal topografijo na podlagi arhivov in terenskega opazovanja, topografijo sodnega okraja Kamnik. Skratka, imel poseben čustven odnos do domačih krajev, ne, in je hodil po arhivih. Ne. Profesor Šumi, ki je pisal tako bolj sintetično in podobno, je tudi uporabljal arhive, ampak tiste stvari, ki so bile nekako že znane, je pa vedno govoril, da je razlika v tem, da na fakulteti nimamo toliko časa, ali nimajo časa, profesor časa raziskovati, da morajo tudi raziskovati in predavati. Na inštitutu je pa edina možnost, da imaš pa veliko časa, da samo raziskuješ. In potem so tudi zasluge tega inštituta, da so marsikaj iz arhivov novega razbrali in to zgodbo Steletovo, ko bi rekel, njegovo dediščino nadaljujejo, dogradujejo, dopolnjujejo, ne, in zato so tudi, kolikor vem, kot je napisala gospa dr. Uter Gorenčev, ponosni, da se imenuje ta inštitut po Francetu Steletu, ne po komerkoli. In jaz, ko sem potem bil na fakulteti službi in podobno, sem doživljal, ne, da so se ljudje pritoževali nad Izdora Cankarja, vedno bolj množično, to je smešno sicer bilo, ne, nikoli pa nad Steleta. To je pa odvisno od pojmovanja umetnostne zgodovine, zato ker Izdor Cankar je postavil osnove, sistematiko stila, načelno, filozofsko utemelju stilni razvoj v Evropi in na vrhunskih spomenikih, ne. S to metodo se globlje doume razvoj umetnosti, umetnost kot pojav, ni pa mogoče s to metodo, naprimer, če imate neko provincialno kakšno sliko, ugotoviti, kje je točno nastala, pa je datirati, ne. Zato so profesor Heffer, naprimer, včeraj potem, da se je Cankar napačno usmeril, ker je videl pač za umetnost zgodovino, da je cilj umetnega novinarja, da zna neko stvar datirati, opredeliti in tako naprej, to pa Steletova metoda je omogočala. Čeprav sem potem vedno, in potem, ko sem imel svede izpite, pa so prihajali študente, sem pasal, ki od Cankar, pa so rekli, Cankar se narobe usmeril, ni bil znanstvenik, ne. Zopet sem rekel, že, on je pametnejši kot si profesor tukaj na oddelku, sem vedno rekel, ne, in podobno, ne. No, skratka, tako da Steletovo vejo, če tako rečem, na umet zgodovine inštitut, na tem bi pa bolj vela povedati, ne, nadaljuje, ampak Stele se pa seveda zavedal osnova, ali pa prvi je bil Cankar in je spoštljivo vedno dal na prvo mesto Cankarja, ampak je seveda svojo metodo prilagodil do temu, da je ugotovil resnico, zakaj je naša umetnost taka, kot je in kakšna je, ni nekako špekuliral ali pa zapadel neki nemoči, da ni nič vredna, kot so trdili, naprimer, Italijani, ima italijansko renesanso, da so tukaj barbari, ampak je kazal, da kako ta umetnost raste iz naših tal in je bil z njimi tako povezan, Slovenci, skratka, da je tudi velik metafor v njegovem delu in naprimer je kar biološko skoraj Medina razlagal, ko je opisal kakšne kraške cerkve na Krasu, vsake kamnite, je rekel, da so tako arhaične, skratka, da so kot živali, ki so ravno zemlje se izvile, rodile, pa so se utresle, hrbet, pa še nekaj kamnov na strehah, ne. Ostalo, ob tem je bil tak ljubitelj moderne umetnosti, da je to primerjal s Pilonovo umetnostjo. Pilon ima neke te arhaičnosti, prvobitnosti, primarnosti v sebi, ne, modern, ne, in je čutil to tudi, da izhaja iz izročila tradicije domačih, tako da ste le zaobijamo s tem svojim pogledom moderno umetnost in staro in je bil poseben fenomen domoljub in mislec, ne. No, hvala. Hvala, da ne bomo vsega že povedali, bo nekaj ostalo še za seveda samostojen večer, ki ga bomo posvetili tej knjigi. Morda želi še kdo od vaju odgovoriti na vprašanje. Če ne, naj povem, da pripravljamo že naslednja dela iz teh zbirk, da bo v zbirki Spomini in srečanji predvidoma išli spomini Rafaela Cajtna, profesorja
doktorja z področja elektrotehnike, tudi izumitelja. V Slovenski filozofski knjižnici načrtujemo za leto 2025 izdajo doktorske disertacije profesorja Žvana in v Filozofski knjižnici prevod Johna Locka Razprava o človeškem razumu, prvi del, ki ga je že pripravil prevajalec dr. Božidar Kante. Tako da še se bomo družili, še se bomo videli. Hvala vsem, ki ste prišli.